Pozdravljeni. V mesecu marcu praznujemo materinski dan. Ta materinski dan naj bi praznovali z veseljem in z obmislijo na matere. Praznovanje matere in čaščenje matere gre v zgodovino že od antičnih časov in od leta 1907, ko je Američanka Mary Jarvis predlagala, da bi vsako drugo nedeljo praznovali materinski dan v zahvalo svoji materi, se je to praznovanje razširilo iz Amerike v Evropo in v Sloveniji ga praznujemo na 25. marec. Ob tem, ko govorimo o materi, ima vsak od nas drugačen pogled in ko nam rečejo mama, materinstvo, vidimo nekaj lepega, nekaj, kar je prijetno, imamo občutek neke varnosti in ponavadi vidimo mamo z dojenčkom v roki. Materinstvo je poslanstvo in tudi odločitev za materinstvo je prepuščena vsaki ženski posebej. Mi, ginekologi, smo zadolženi za to, da mame, nosečnice, vodimo skozi nosečnost in ji omogočimo, da bo to materinstvo doživela z veseljem, z radostjo in bo to tudi oddelila otroku in svoji okolici. Zato se v medicini in v porodništvu trudimo, da bi v času nosečnosti oziroma že pred nosečnostjo opravili vse preiskave, ki bi omogočile zdravega otroka. Pred nosečnostjo vedno se posvetujemo z žensko, pridobimo si vse podatke o njenih možnih boleznih, opravimo tudi ginekološki pregled, ultrazvočno preiskavo, da izključimo kakršnekoli nepravilnosti in seveda svetujemo, da se odloči za nosečnost pravočasno. Starost ob prvi nosečnosti je v Sloveniji tam od 29 let in se približuje 30. letu. In to z čisto določenih razlogov, zaradi socialnih, ekonomskih in drugačnih razlogov se odločajo ženske za nosečnost kasneje. Seveda, čim kasneje odlagamo nosečnost, tem večja je možnost, da pride do določenih zapletov v nosečnosti, več je dodatnih preiskav, več je možnosti nekih nepravilnosti. Pa vendar, v nosečnosti zdravniki in medicinske sestre in babice skrbimo za nosečnico vseh 9 mesecev z tem, da spremljamo z laboratorijskimi preiskavami, z ultrazvočno preiskavo nosečnost, da opravimo določene preventivne preglede in izključimo z njimi tako sladkorno bolezen, možnost okužbe z toksoplazmo, svetujemo o pregled med 11. in 14. tednom nosečnosti, nuhalno svetlino z dvojnim hormonskim testom, zato da izključimo nepravilnosti v Downov sindrom, mongoloidizem, in seveda z ultrazvočno preiskavo med 20. in 24. tednom, kjer opravimo morfologijo, ugotovimo, ali gre morda za kakšne nepravilnosti pri plodu, pregledamo vse organe in v primeru, da odkrijemo neko nepravilnost, anomalijo, o tem žensko tudi seznanimo. Pregledi, ki so obvezni v nosečnosti, teh je 10. Lahko pa je teh pregledov več, opravimo jih v določenem času, v tednih, v začetku nosečnosti, na 4 tedne, proti koncu nosečnosti pa si ti pregledi sledijo pogosteje. Vsi, ki spremljamo nosečnico v času njene nosečnosti,
ji dajemo veliko informacij, tako dobi informacije pri sestri o zdravem načinu prehrane, o načinu življenja, napotimo jo pred koncem nosečnosti v starševsko šolo za starše, kjer se pripravi na materinstvo, dajemo ji veliko informacij o prehrani, o zdravi prehrani, o športni dejavnosti. Skratka, informacij nosečnicam ne manjka, sodelujemo s patronažno službo, ki nosečnice spremlja. Po porodu se mame potem oglasijo pri nas na ta redni poporodni pregled, kjer spremljamo njeno stanje po porodu. Glede na to, da je ta služba ginekološko-porodniška zelo dobro organizirana v vseh zdravstvenih ustanovah, tako javnih kot tudi pri koncesionarjih, ki upravljajo to javno dejavnost, smo dosegli, da je smrtnost mater ob porodu v Sloveniji ena najnižjih v svetu, da imamo sicer manjšo obolevnost otrok v poporodnem obdobju in da imamo v sodelovanju z posameznimi centri, to se pravi na primarni nivo in dispanzerji za žene, z bolnišnicami zelo dobro povezavo. Želim si v tem času, da bi mame po porodu resnično uživale v materinstvu, da jim ne bi bilo v veliko breme. Tudi porodniški stalež, ki ga lahko starši izkoristijo, ta starševski dopust in pomoč moža po porodu in v tistih 14 dni, pa da ne smemo zanemariti prisotnosti očeta ob porodu. Vse to omogoča, da mama, otročnica, tiste prve dneve, prve tedne, ko še ni navajena na drugačne obveznosti, prenaša lažje, z veseljem in da pravzaprav otroku nudi tisto, kar si otrok želi. Toplino. Hvala lepa.